Z nami je Mateja z Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vas na industrijskem forumu vidimo prvič. Zakaj ste se odločili za nastop na forumu? Intelektualna lastnina je pomembna za vse segmente v družbi, posebej še za sfero v bistvu tehniških poklicev in še posebej z področja recimo strojništva. Zato je urad ocenil, da bi bilo zelo dobro, če se predstavimo tudi na tej konferenci IRT in nekako prispevamo tudi k ozaveščanju in širjenju znanja in poznavanja področja intelektualne lastnine. Po čem najbolj povprašujejo udeleženci foruma? Kaj jih najbolj zanima? Udeleženci foruma so pač stranke, ki jih zanima najširše področje intelektualne lastnine. Predvsem se zanimajo za področje patentov in recimo tudi za vse ostale oblike, kot so tudi ostale mehke oblike zaščite, oblike poslovnih skrivnosti in avtorske pravice. Vi imate boljši vpogled od nas v intelektualno lastnino oziroma skrb za intelektualno lastnino slovenskih podjetij. Kako ocenjujete? Dobro skrbijo za intelektualno lastnino ali je še kaj prostora za izboljšave? Mislim, da je situacija zelo raznolika. V bistvu nekatera podjetja se zavedajo pomena intelektualne lastnine in bom rekla odlično ali pa zelo dobro skrbijo za varovanje in za pravočasno zaščito intelektualne lastnine. Nekatera podjetja v bistvu se počasi ozaveščajo, tudi z našo pomočjo. Nekatera podjetja pa so šele na začetku in šele spoznavajo to, pri čemer jim mi skušamo tudi pomagati. Na uradu pravzaprav imamo tudi storitev, ki se ji reče Prva I, s katero pravzaprav lahko pridemo v podjetje in naredimo neko oceno in pomagamo pri tem, da se podjetje zave pomena, pa tudi, da potem naknadno poišče pravočasno varstvo in zaščito za področje intelektualne lastnine. Kako uspešna pa so slovenska podjetja pri prijavi patentov? Imamo kakšne svetovno pomenljive patente? Slovenska podjetja v bistvu so precej uspešna v tem pogledu. Prijavijo kar precejšnje število patentov. Res pa je, da je konkurenca današnjim nacionalnim patentnim prijavam tudi evropska patentna prijava, ki seveda zaobseže oziroma doseže večji trg, ne. Ker v končni fazi se moramo zavedati, da vsa varstvo intelektualne lastnine pomeni vstop na trg in tudi pomeni nek ekonomski iztržek tega varstva.